Jutri je praznik Marijinega vnebovzetja, odkot izhaja in zakaj ga praznujemo. Že v 5. stoletju so v Jeruzalemu obhajali spomin na tako imenovano Marijino zaspanje, v 6. stoletju pa praznik zaspanja Božje matere. Novembra 1950 je papež Pij XII razglasil dogmo Marijinega nebovzetja, citiram: "Brezmadežna mati Božja, vedno devica Marija, je bila po koncu svojega zemeljskega življenja z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo." S tem je praznik dobil še večji pomen med katoličani. Na ta dan se še posebej poudarja vloga Marije in njen položaj v veri, ter se praznuje z udeležbo bogoslužja, procesijami, družinskimi srečanji, romanji in počitkom. Medtem ko je v drugih delih Evrope, kot sta Avstrija in Bavarska, praznik postal dela prost dan že v 50. letih prejšnjega stoletja, je morala Slovenija zaradi sekularnosti socialistične Jugoslavije počakati do osamosvojitve, da je to postal državni praznik in dela prost dan. Tako je bil 21. novembra 1991 sprejet zakon o praznikih in dela prostih dnevih, s čimer so Slovenci dobili številne ugodnosti v primerjavi s prejšnjim režimom. Ker je od takrat dela prost dan, so se lahko vsi udeležili bogoslužja na dejanski dan praznika, odšli na romanja in ga obeleževali v javnosti, kar prej ni bilo mogoče.